Avgust je čas, ko je sadno drevje zopet v soku in v tem času lahko precepljamo. Predvsem ta čas uporabimo v sadnih drevesencah, ker je tisti najbolj primeren čas tudi, kar se tiče vsega ostalega dela, tako da v tem času precepljamo podlage z sortami, iz katerih bo potem v naslednjem letu zrasla sadika. Zdaj, cepiče moramo nabirati na drevesih, ki so zdrava in pri katerih smo 100%, da je to tista sorta. To predvsem velja za nas drevesničarje. V primeru, ko pa sami doma poskušamo kakšno drevo precepiti, pa seveda izberemo tisto drevo, ki nam je všeč, ki bi ga radi obdržali mogoče, in tiste cepiče potem naberemo. Nabiramo pa enoletne poganjke, približno debeline svinčnika, in potem očistimo liste. Liste očistimo pri načinu ploščična okulacija povsem, da ostane samo speči brst. Če bi pa precepljali na način te okulacije, ko v podlagi ali na veji zarežemo v obliki črke T, potem pa pustimo nekaj malega pecla, da za ta pecel potem primemo cepič. Za ploščične okulacije ponavadi cepiče pripravimo prej in jih shranimo v hladni vodi. Takole zarežemo nad očescem, damo v vodo. Takole. In če slučajno ne bomo cepili danes, recimo, da bomo šele naslednji dan, potem posodico z cepiči in vodo shranimo v hladilniku, da so na hladnem in potem normalno počakajo do naslednjega dne. Za te okulacijo imamo vejico s cepiči in cepiče režemo sproti. Takole. In ga primemo z roko. In potem vstavimo v podlago ali na vejico, kjer smo prej zarezali v obliki črke T. Tukaj imamo podlago, na kateri zarežemo enako veliko zarezov, kot smo prej narezali cepiče. Se pravi, odstranimo nekaj lubja in malo lesa. Potem vstavimo na to mesto cepič, ki se mora skladati z cepljenim mestom. In potem zavežemo to z plastično folijo. To mesto, cepljeno mesto, folija preprečuje izhlapevanje, cepljeno mesto se zaraste v približno 5 tednih in čez 5 tednov to folijo odstranimo. Tako potem to počaka do naslednjega leta, naslednje leto pa potem odrežemo tik nad očesom in iz tega žlahtnega očesa potem zraste sadika.